Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bomo govorili o glasovnih modelih v umetni inteligenci in za pogovor o tej temi so za gosta povabila Igorja Pavletiča. Živa. Igor je najin šef, je tudi direktor in soustanovitelj Frodixa in eden od ljudi, ki po mojem največ uporablja, ki se največ pogovarja s ChatGPT-jem. Igor, daj se malo predstav. Ne vem, če tole slednostno ne izpade, kot osebnostna motnja. Človek se pogovarja s chatboti. Mislim, lepo, da sem se zaradi tega kvalificiral končno v vajem podcast, da niste najdli bolj nekega utemeljenega razloga prej, ampak ne vem, kje sem naredil ta vtis, da sem tak hud user chatbotov pa voice komunikacije. Nekaj caseov smo slišali, no. Jih uporabljaš. To, ko smo se pelali iz Milana domov. Tako, ja, ko smo rabili support v italijanščini. Ja, to je bila zgodba. Se pravi, šli smo z vlakom v Milano na en sestanek, eni stranki, in ker sem bil jaz, to je bilo na ponedeljek, ker sem bil že v nedeljo v Milanu, sem se mimo pelil, sem rekel, ne bi še enkrat te vožnje smo šli z vlakom, in karta je bila taka, da smo mogli prestopati iz Milana v Meštrah, tam pri Benetkah, pa pol do Trsta, in mogli bi 10 minut počakati, če bi vse štimal, ampak ni štimal, mi smo prišli 10 minut kasneje, in smo mogli pol 2 ure na vlak čakati, in ura je bila enih 10 zvečer, in jasno vse je bilo zaprt, tam, da bi karte zamenjali, na unih avtomatih se ni dal, na appu se ni dal, in v glavnem na klicni center smo klicali, pa smo pol dobili za možgansko mrtve glasbe, da nič ni, da je treba čakati, in skratka, naslednji vlak je bil 2 ure kasneje, in pol nam je bilo dolg čas in sem jaz dolg časa ChatGPT spraševal, kaj naj naredim, in je pogovor tako stekel, da sem tam po moje zabaval s to komunikacijo, celo uno čakalnico. In na koncu sem ChatGPT naštimal do tega, da mi je povedal, rekel mi je, pa če si izčrpal vse te možnosti, popet pa na vlak, pa najti konduktera, a mimo grede, drugače se temu reče train manager, prvič sem slišal, da je kondukter je train manager. Prav, in mu pokaž, da imaš to karto, reč, situacija je taka, nič se ne da narediti, ne me vršiti iz vlaka, slepi potnik sem, ampak sem plačal, sem rekel, ampak se veš, Italijani nič ne govorijo drugega kot italijansko, jaz pa ne znam italijansko, prav, kva ne mu povem, pa mi on prav, evo, klele imaš en posnetek, to mu predvajaj. Seveda, kaj je sporočilo, ki ga lahko predvajam? Distrak mikrofona. Il mio treno Frecciarossa da Milano a Venezia è in ritardo e ho perso la coincidenza per Trieste. Ho bisogno di assistenza per trovare un'altra soluzione per raggiungere Trieste. Potete aiutarmi, per favore? To naj bi jim pomagalo razumeti vašo situacijo. Tako da, zdaj sicer ne vem, če je bilo to res tako ful uporabno, ker na koncu je bilo, da nas nobeni nič vprašal na vlaku, mi smo se v Trst pripeljali, ampak smo se pa zabavali 1 uro, sem se jaz tam z avtomatom pogovarjal. Drugače pa ja, uporabljam pogosto, da se pogovarjam s ChatGPT-jem, prej sem se s Siri. Siri je nekaj najslabšega, kar je po moje Apple naredil ever. Vse, kar Siri zna, je to, da mi zna odpreti rampo pred firmo, pa recimo ljudi, ki jih pogosto kličem, jih zna priklicati moj glas, s tem, da jih moram pogosto klicati. Če enega en mesec ne pokličem, pol po enem mesecu spet kličem, ne ve, kdo je gore za krajše. Tako da jaz imam malo te afinitete iz lenosti, da se pogovarjam. Se pravi, nadomeščaš interfejs na voice, tako ti je. Ja, iz tega po moje izvira. A veš, ali pa pač nekaj takega, to so una vprašanja, ki jih jaz imam, ki jih nikoli ne bi šel googlati. A veš, ko nekaj delaš, pa te nekaj preleti, ne vem, zanč mi je preletel, za zelo veliko o prihrani, pa o zdravem življenju, pa kako metabolizem deluje, pa veš, kako, ne vem, vpliv inzulina, pa ne vem, te stvari več berem, pa razgruntam, se rekel, ker če se ni to en marketinger zmislil, da je
da je zajtrk najbolj pomemben del dneva. Ziher je to neka firma, zmislila se, ki je hotela nekaj prodajati. In vprašam, če je GPT, se rekel, to, da je zajtrk najbolj pomemben del dneva, a je to mogoče stvar kakšne marketinške kampanje? Prav, sredi teh let je Kellogg se to zmislil, ki je hotel pač tako pospeševati prodajo nekih svojih kosmičev. Predtem so se za zajtrk leftovers jedala, veš, tako, pa so pa oni rekli, ne, zajtrk je svoj obrok in tako naprej. Zjutraj je kot kralj, ne? Ja, ne vem, v glavnem, a veš, to so take stvari, to se pogovarjam. To je nekaj, kar ne bi nikoli šel za računalnik, pa Googlov, ampak take stvari, neke pribliske, ki jih imam, ko hodim v hrib, pa mogoče tako. Ne, sem zanimiv, ker, Google... Pa gledam dokumentarca, veš, gledam nek dokumentarc, pa se mi zdi, da je ena buča tam, pa imam še neko vprašanje, Okay. Sorry. Ne, zanimivo, da je Google imel že nekaj časa voice, a veš, da si lahko tudi spraševal pa to. Ni delal dobro to, a veš. Zdaj, kar se mi zdi, včasih grem pola, ko se pač pogovarjam, se pol tu včasih kaj zaplezaš, pa žlobudraš neki, pa tega ne gre. Ampak greš pa pogledati, te transkripte. Pak, to res nek butast tekst od tistega, ki mu jaz povem, pol napiše. Vse skup, mislim, res moraš biti, da skontaš, kaj človek hotel vprašati. Tako slabo je to prevedeno. In jaz mislim, da šele zdaj, ko je to v bistvu tako AI assisted, pol sprocesirano, ta voice nekaj da od sebe. Približno tako, kot se spomnim, jaz sem delal v eni firmi, ki se je rekel Microcop, in tam smo se ukvarjali z tem OCR-om, Optical Character Recognition. Poskeniral se je nek račun, od Mercatorja, pa tehnologija ven probala razbrati številke pa črke, da smo mi pripravili zapis, ki je šel pol v SAP-u knjižbo. In to je bil servis, ki smo ga mi delali. To je bilo v času še pred e-računom, malo starejši sem. In to je bila cela znanost, kako se je to delalo, pa in kup enih kontrolnih mehanizmov, pa veš, davčna številka je SI, pa 8 znakov, pa ta zadnja kontrolka, pa veš, to je bilo in kup nekih teh stvari bilo narejen, da tisto, kar Steven Dove je približno dobro. Včeraj sem bil z tem Mišom iz Limpeja na večerji, pa sem mu nekaj razlagal, eno idejo, ki imam, neki cashback, kako bi loyalty delali in tako naprej, in mu slikam en račun, tak, ki ga dobiš na kasi, ki greš v štacuno kupati od Mercatorja, tak dolg. Večer je bila tema, je bila, nič se ni videl, slikam to, mu rečem, ChatGPT, daj mi to v tekst. Ven da, bez greške. Mislim, noro, Jasno, to, kar on dobi iz tega OCR-a, je vse skup nič, ampak on pol to zna pač nekako šlihtati. In jaz mislim, da se je zaradi tega zdaj, da so se pojavili te jezikovni modeli, da zdaj ta voice končno postal malo bolj uporaben. Ker tisto, kar so oni dejansko prej naredili, to je bil pa zapisali, ti si bil neuporaben transkript. To je moje laično mnenje. Če imate kakšno vprašanje za nas, frodix.com/vprašaj, zastavite nam vprašanje, predlagite temo, predlagite gosta. Ok, za uvod, Gorazd, torej, govorimo o glasovnem AI-ju, o kakšnih modelih govorimo, kje je to danes, kaj prihaja? Kako smo se zdaj že malo pogovarjali, jezikovni modeli so zadej, za temi modeli, ki koncev delujejo zdaj voice boljš, kot pa kadarkoli prej ran, zato ker znajo nek kontekst pa to razumeti. Če pa govorimo res o voice AI-ju, je pa še vedno ta del, kako zgeneriraš ti govora, je v bistvu ta del in ta del veliko zaostaja za vsem ostalim razvojem jezikovnih modelov, prvi zato, ker nek jezikovni korpus ti uneseš, zbereš vse to, bistveno več podatkov je tega narejen, zdaj za voice pa moraš imeti neka soglasja, moraš imeti tok in tok teh stvari posnetih, moraš na drugačen način k temu pristopiti, tako da angleščina je na tem delu že ful boljša. Se mi zdi, da pa tako, ko so recimo jezikovni modeli dobri že v slovenščini in pa vsod, recimo to ni isto per text-to-speech, recimo TTS je ena taka kratica, ki se uporablja najbolj pogosto, pa po mojem pri voice moramo samo razumeti, da imamo par enih kategorij tega. Eno je iz teksta zgenerirati govor, to bi bila ena stvar, pa imamo, kjer se bomo danes pogovarjali, drugo je, da prepoznaš neke emocije v govoru, se pravi, da govor razumeš in ga znaš v transkripte spraviti.
pa rečemo se še ta tretji del, da znaš razumeti, kako si zdaj ti danes povedal, si bil ti, ne vem, jezen, si bil vesel, navdušen nad nečem in če znaš še to razumeti, ker to je, ne vem, njih prodajalci, to morajo nekaj razumeti, tiskega kličeš v knici center, bi bilo fajn, da razume, si ti mečkam pistov ali si pa tak kooperativen in ti laše kaj mogoče ne prodajo, kakorkoli. To je pa en zanimiv feature. Se pravi, te ljudje, ki so v kontaktnem centru in bo lučka svetla, veš, kako je stranka dovzetna. Mogoče enkrat. Mislim. To je simpel že zdaj narediti, ne? A ni? Pa se ljudje, po mojem, to že kako dobro slišimo, te, ki delajo v klicnem centru, to slišijo. Jaz sem zanj za enem govoru, ne vem, če je kaj slišal. No, to je drugo. No, ne, se tudi AI ima s tem še težavo. Torej, transcription je pač dela dober, ga tudi, kako si rekel, ko ga greš pogledat, je v redu transcribe, saj pač tam je kupenga blaja zraven, ker govorimo na tak način, ampak transcription je v redu, ta analiza glasu, pa tona, pa vsega tega pa še ni tam. Tako, jaz kot uporabnik, ko malo testiram razne te servise, pa razne namene, pa tako, a veš, meni se je ključna stvar v tem, koliko pričakuje, ta voice assistant, če temu lahko tako rečemo, koliko pričakuje, kaj tebe zanima, pa kakšno informacijo ti mora posredovati. Če malo razume tvoj kontekst, je mnogo bolj uporaben. Po moje, saj mi, ki moramo aplicirati to tehnologijo v nekih svojih rešitvah, kle lahko zmagamo. Kle lahko to tehnologijo približamo pač podjetjem, da bojo bolj znali delati s svojimi strankami ali pa s svojimi uporabniki. Po moje ni toliko, veš, tehnologija, ta bazična, se bo razvijala, kakor se bo razvijala. Tisto, kar pa mi lahko nekomu pomagamo, je pa bolj kontekst pripraviti. Recimo, imam en primer, ki se mi zdi, da bi se pogosto radi naslonili na tehnologijo, brez da bi jo res dobro umestili skozi nek kontekst. A veš, recimo en ponudnik paketnih dostav, pač bi rad svoj kontaktni center pač enablal z enim takim voice assistantom. Se pravi, stranke kličejo, kje je moj paket, v glavnem. In zdaj to tako izgleda, da ti pokličeš, ali ne vem, prideš na nek IVR, kjer moraš pač povedati, kva tebe matra, pa v vsakem primeru te pošlata malo una muzika za možgansko mrtve, pa se ti pa nekdo javi po telefonu in njihova ideja bi bila zdaj ta, da ti kar z nekim botom se pač pomeneš, kva pa kako. Zakaj je to? Je zato, ker mi vemo, da 80% ljudi kliče za tega, da pove, da jih informiraš, kje je njihov paket, kdaj bo prišel. Jaz mislim, in vi boste zdaj zapravili nekaj 10 jurjev, da boste v bistvu upgradali ta svoj kontaktni center, da bojo neki boti delali. A ni enostavno, da ko jaz pokličem, pa ti rečeš, ta telefonska številka je pa od nekega bodi si recipienta, bodi si senderja, v mojem sistemu. Zakaj mu jaz takoj ne odgovorim na en SMS, živijo, zdajle so vsi agenti zasedeni, ne pustite človeka 2 ure tam čakati, da bo pol govoril. Če kličeš zaradi tega, kje je tvoj paket, daj klikaj na tale link, pa ga vidiš. In ključne informacije. Pa si ti rešil, brez da matraš neko tehnologijo, pač problem stranki. Vse, kar si naredil, malo bolj si razumel kontekst, zakaj te nekdo kliče. Itak si ga mogoče shotel pač tudi neko voice rešitev narediti. Valjda, kontekst je problem, ali pa kontekst je ena stvar, ki jo moraš rešiti. Vprašanje je tudi zdaj, ali ljudje res ne znajo na netu pogledati, kje je njihov paket, ali so tam slabe informacije, pa bi oni radi v bistvu se prepričali, da jim ena oseba pove, pa iste informacije pogleda. Ljudje smo leni. A zastopaš? Jaz najprej vprašam, kdaj je delovni čas Adiko banke, ne vem, ChatGPT, ko to naredim med vožnjo, šele pol grem gledat na Google Maps odpiralne čase, če mi tam malo smrdi, pa rečemo, teli zihar nimajo tega update-anga, šele pol grem gledat na njihovo spletno stran, šele pol razmišljam o tem, da bi jim poslal en mail, šele pol razmišljam o tem, da bi jih klical tja v kontaktni center. Hočeš reči, da ljudje so pa v bistvu imajo obratno to zaporedje, torej pa
najprej bom dvignil telefon, pa poklical, pa bom pa samo pomoč, pa Googlal, pa šel na portal, pa nekaj. Pač jaz tako gledam, zakaj najmanj napora rabim. Zdaj, če moram jaz poklicati v njihov kontakten center, moram najprej vložiti napor, da najdem to telefonsko številko, ker mi je že manj pač prijazno. No, sej, isto jaz mislim pač, da tudi kdo išče lokacijo svojega paketa, to najprej naredi v unem mailu, kjer sam klikne, pa dobi že tracking. A gremo en krog, kakšen primerček, kako uporabljati glasovni AI, kakšen dober hint, kakšen tip, kakšno idejo. Pa začni ti Goraz, kaj je Igor že imel primer ali pa dva. Primer. Ja, jaz vam ful vzamem prostora, a veš, Saj si gost. Ja, gost si lahko vzame prostor. Ne, nisem itak, da tega veliko potestiramo zaradi pač Firbca, zaradi tega, ker to pač osebno dosti zanima. Ampak rečemo na dva primera. Jaz ChatGPT dostikrat uporabljam za malo kakšne pravilce sestavlja ali pa kaj podobnega. In zdaj otroške ali... Ja, ja, Andrej, otroške. Za otroke. Za otroke. In malo razume, mu daš malo konteksta, kaj je približen, je tisto, kar bi želel ven dobiti. In pa zdaj sem ugotovil eno foro, da rečem, ne, zdaj pa menje nekaj besed, zamenje z angliškimi. Naš kaj na Radio Slovenija International imajo eno tako oddajo, ki se učiš angliščino, pa malo menjajo te besede. No in pa sestavil neko pravljico, ne toliko dolgo, ampak šel vse en tako poslušljivo, ima ta zaključek in tudi vse stvari. In menja par te besede in je tako, dosta ok, no, se mi zdi tako otroka res, prvič ima je zanimiv poslušati, pa že sama malo tudi kaj sprašujete, tako da ta del mi je voice ful bolj uporaben. Pa doskrat vrnem to tam malo uporablja, kaj je zanimivo v smislu. Ti v bistvu kreiraš nove zgodbice, nove pravljice. Ja, nove. A pa ni point tega, mislim, jaz sem se zmeri spraševal, a veš, kako lahko otroci 100krat isto pravljico slišijo, kjer bomo pa danes spet uno, a mislim, zdaj smo že dolgo, odkar sem imel tako majhne otroke, ampak tako v spominu imam na to, da smo stotine in stotine ponovitev ene pravljice, ene risanke, ne vem, a veš, Ledeno kraljestvo smo tokrat pogledali, da duške, te draščak, nuške draščak nisem hotel več slišati 2 leti po radiju, ki sem postajal zamenil, ne, a veš. Ampak je taka stvar, ker recimo ne vem, na kakšen način otroku razložiš neke stvari, zna včasih boljš kaj odgovoriti, kaj zna dati ven, ne. To bolj uporabljam, ker pa da bi kaj tako profesionalno uporabljal. Sem pa zdaj Eleven Labs natreniral za svoj jezik, malo neuspešno, oziroma ful dobro bere hrvaščino, zelo dobro, tako da mogoče slovenščino pa bere, tako kot si rekel, govori hrvaško, ampak uporablja slovenske besede. Tako da, ja, ti stresni, za slovenščino ti stresni dober. V hrvaščini pa recimo tekstu speech res dober dela. Saj tole, ko gledam, to, kaj HubSpot zdaj ti zna pač predvajati te bloge, jaz kar dobro govorim hrvaško, ampak to je, mislim, tako, fascinantno dobro. Mogoče pa začnemo s hrvaškim podcastom. Ja. Tako da, ja. Ne, čeprav jaz sem probal eno rešitev Resemble AI, ki pa ima ful boljše izgovorjavo slovenščine, torej tudi boljš kot ChatGPT, na primer. Tako da so različni nivoji, verjetno je pa zelo odvisno od nekega trening. Kaj pa ta e-bralec, pa to, ki pri nas delajo Uniskamenka, pa IS, pa to, ne vem, kdo točno to dela. Ja. Kako pa tako, če sta benchmarkala? Tist ima dobro izgovorjavo, je pa bolj anemičen. Kaj to pomeni anemičen? Tako, vse, zelo malo ima tona, še bolj je monotono vse skupaj. Tako, kot Janez Dolinar na radiju. Besede zna izgovarjati pravilno, rečemo temu. Ja, izgovorjava je boljša. Govor kot ta, kako bi bilo to človeško zelo. Vse drugače nekaj delajo, še nekaj novega, ta Center za jezikovne vire in tehnologije. Mogoče pa bo kakšen upgrade, no. Kam imaš pa ti kakšen case? Prav, en moj primerček, mislim, jaz drugače isto ga uporabljam kot prostoročno uporabo ChatGPT-ja, ampak en mi je bil zanimiv. Kot search? Ali tako, da se pogovarjaš, da diskutiraš o njem? Bolj kot nek brainstorming za ko v avtu kakšno stvar razmišljam, pa da dobim kakšen support. Ampak en dober hack sem videl od enega študenta na TikToku,
ki si pa poudaril, da je zelo len, da si zapiske si zrihtal, da ne pridne sošolke, 20 strani zapiskov, torej da ne štarta s 100 strani knjige, potem to poskopira v GPT, potem pa reče, prepiš te zapiske v stilu James Joycea ali pa nekega njegovega najljubšega avtorja, ki mu ga je prijetno poslušati, potem si pa to naredi text to speech in to pol posluša na repeat, torej zapiske, ki so v mal bolj zanimivo predstavljeni kot sam tisto monotono branje dejstev, pa hkrati to pol posluša na repeat, medtem ko druge stvari dela, in je rekel, da ima zdaj, da je dvignil ceno, tako da ima povprečje nad 9. Zihar tudi en startup dela, ki bo to ponujal in v bistvu hoče skozi svoj use case to promovirati. Ne? Ja, lahko da, ampak skratka, je nek case, kako iz teksta prideš do drugačnega voice-a. Speechify drugače dosti tega dela, da bi si recimo že tako generalno bral stvari, ne? Sam pa on še malo spremenil v drugo formo v bistvu. Tako je, vmes še pač čistko LLM uporablja. Zdaj jaz imam tudi nek drug app imam na telefonu, ki ne bi ti bral stvari, ki včasih mi je tako, čaka me en dolg članek, ki bi si ga rad prebral, pa bi ga v avtu mogoče poslušal. Kar spet z angleščino je super, za slovenščino pa nima podpore še zaenkrat. No. Sama se vam ne zdi, da ful več časa porabiš. A veš, jaz recimo poslušam samo takrat, kadar ne morem brati. Če jaz lahko berem, jaz berem toliko hitrejš, pa toliko več lahko razumem, toliko več informacij sprejmem skozi branje, da je meni poslušanje čist neefektivno. Jaz poslušam takrat, kadar avto vozim ali pa kadar hodim. Meni je drugače škoda časa. A ne? Pa recimo, jaz sem tak, ki podcasta ne morem poslušati, ne vem, na 1,5 ali pa na 2. Ker mi je prehiter, a ne, tako, za razumevanje. Pol mi toliko pade ta sposobnost razumevanja, da težko sledim. A ne. Meni se zdi ta tehnologija dosti bolj efektivna, da nekdo mene razume, ker jaz govorim pa hitrej, kakor tipkam. A ne. Se pravi, jaz bi bral, ampak ne bi pa tipkal. A ne. Jaz bolj tukaj vidim to koristno. Jaz recimo si po kakšnih sestankih novce povem in uporabljam audio pen, nek pač app, plačam $100 na leto, a ne? In tist mi pol organizira pač nek zapisek. Zaradi tega, da to takoj lahko naredim, kaj je sveža glava, sej to ni pol nekaj, ki je super trooper, a ne? In da je to, a ne? Ampak good enough. A ne? To je poleg tega, da googlam, ali pa včasih tudi tako malo brainstormam, s ChatGPT-jem. Drugače začel sem to z Bingom. Sam je ChatGPT s tem, kaj je 4O, mislim to, kaj je dal zdaj ven na zadnje, je presegel tisto, kar je Bing prej zmogel. Drugače pa tako, veš, jaz se sprašujem, zdaj več ali manj, to, kar vidim, ko so povpraševanja ali pa, ki jih mi tudi dobivamo, kako z to voice tehnologijo, tako reči, kako customer service upgradeati, tako zelo veliko tega, pa več ali manj vsi v bistvu to vidijo kakor komunikacijski kanal, dodaten, se pravi, da ti pač po telefonu z avtomatom govoril, z botom govoril. Tako se meni zdi, to je nov komunikacijski kanal. Vsak komunikacijski kanal je mal cringe na začetku. Veš, in ti v bistvu tako, veš, kakor je pač ta inovacijski proces, zdaj pač dobiš ki so pionirji, ki radi pač nekaj probavajo, veš, early adapterji, pa bo pa treba nekaj preskočiti, preden bo to pač se prijela, ni nujno, da se bo prijel. Se pa sprašujem, kdaj bo ravno obratno, kdaj se nam bo pojavila prva stranka, ki bo rekla, nam je pa tale voice zanimiv, mi bi pa reach out radi naredili z botom. Ker to mislim, tam v angleščini to že obstaja. Tebe pokliče pač, ne vem, avtomat, pa ti proba nekaj urejati, podaljšati subscription, ne vem. Pet je sicer bolj tako customer service oriented, ampak je reach out, tebe kliče avtomat.
Mislim, več klicev je, ko te proba skemati ali pa ti kaj prodati. No, ja, jasno. Ne. In zaradi tega je tudi malo cringe to. Ne. Če te nek pokliče nek avtomat, pa ti nimaš prej neke izkušnje, ko si ti klical pa z avtomatom govoril, pa bil zadovoljen, a ne. Pol zelo verjetno so te zgubili. A ne. Ampak, a veš, vidim primere, ki bi lahko bilo to v praksi. Recimo, da me pokličejo z Volvo servisa, namesto da dobim, ne vem, SMS, da dobim klic avtomatski. Ne vem, vaš avto je gotov. Zakaj mislim, da je to zanimiv? Zato, ker za večino ljudi je še zmeri, če te nekdo pokliče po telefonu, tudi če je avtomat, to bolj engaging, kakor pa če dobiš en mail ali pa SMS. A veš, ali pa vaša rezervacija je potrjena, recimo si nekaj probal zbukirati, ali pa reminder ne pozabiti jutri na sestanek. To jaz mislim, da je bolj engaging, bo bolj močno, mora pa to biti neka taka akcija v konsekvenci nečesa, a veš, da te ni strah. Če mene kliče nekdo, ne vem, banka, zavarovalnica, da moram jaz nekaj urediti, nek bot. Jaz pa prej nič nisem delal in da so me snedala, veš, čist, rekel, to je skem, a ne. Moraš biti pač, kako si rekel, pač v sekvenci ali pa v nekem flowu. Je pa to zelo uporabno, veš, če ti nekoga pokličeš, zdaj, kaj si rekel, veliko informacij bi izvedel, če temu rečemo progressive profiling, takrat bi rekel, rezervacija je potrjena, a vas mogoče še kaj zanima. Takrat ljudje dosti stvari povejo več in si jih spet nahraniš neke podatke in tako. Ja, ali pa veš, rešitve se bojo po moje te začele pojavljati tudi na tem, te, ki delajo reach oute, ki delajo telesales, oni veliko časa zgubljajo s tem, da se začnejo pogovarjati z nekom. In tukaj so cele rešitve, kako se neki dajla, preden ti enega dobiš, vrtijo se 3 telefonske, pa kaj en zazvoni, en zagrab, pač high productivity call centri, ki so. Jaz mislim, da lahko oni dvignejo izkušnjo, da mogoče začetni pogovor bo to pravi zaradi tega, da stranka vsem pol, ko je nekdo poklical, ne čaka 4 sekunde, ko je prvi agent pol prevzame, pa tako naprej. Tukaj so pač po moje neki nežni prostori, ampak vsekakor jaz verjamem, da bo bolj sprejemljivo po moje to takrat, ko bomo prešli, zdaj to, da tebe ne bo poklical, ti je cringe. Tudi mene, če bi poklical, ker se mogoče s tem veliko igram. Ne, zavedati se bo nekaj novega razvil, torej, ker zdaj najprej vidimo to aplikacijo direktno, torej imamo telefonski klic, podpora strankam, že zdaj se pogovarjamo, da imamo to pač samo nadomestiti z robotom. Verjetno je to prvi korak, bomo pa iz tega pol evolvali v neke naslednje bolj ne vem, še vedno človeške odnose, ampak ne vem, neko drugo obliko. Je res, da mi ta audio kanala krepimo zdaj z vsemi temi podcasti, audiobooki. Zelo veliko ljudi zdaj več poslušamo, kot smo včasih poslušali, pa tako naprej. Ampak kljub vsemu ne vem, če smo pripravljeni opustiti eno tipkovnico ali pa da je toliko napora, da bi se, ne vem. Jaz mislim, da tipkovnico bo kljub vsemu bolj nek Neuralink ali pa nekaj takega odnesel, kakor pa voice. Ne zihar, tudi čisto drugačno okolje rabaš za to, da lahko nekaj govoriš, ker rabaš malo mir, tudi mikrofon mora dobro te slišati. Zdaj se zelo veliko se da z nekim z obdelavo tega izboljšati, ampak ne vem, predstavljaj si, da v naši pisarni, da bi 30 ljudi naenkrat govorili, pogovarjali se z računalnikom, se ti zmeša. Ja, jaz sem včeraj za tega, da sem naredil en zapisnik sestanka, sem prav sem noter prišel. Ja, mislim, a veš, če malo pogledaš, ki govor danes uporabljaš, tukaj ga rekel, tipkovnico nadomestiš, če malo tih par use case pogledamo. Eno imaš verjetno že, da prideš na spletno stran, pa imaš mimo vrste ta veliki iskalnik. Zakaj ne bi ti nadomestil, da bi povedal, kaj rabaš? Rabam take čevlje, rabam tak hladilnik, ki se tako odpira, veš, in bi ti ta del pomagal. Mogoče sam, da bi ta input vzel, pa ti pa je še vedno dal nazaj, dati stran, ti poklikaš, lahko pa še zraven kaj vprašaš. Verjetno to celo najboljš, ker problem
Tako malo hibridno. outputa, ne, torej, da ti odgovori kot voice, tako kot si ti rekel, da pač dobiš pol še vedno tekst nazaj. Če dobiš v glasu, dobiš pa sam prvi zadetek. Ali pa mogoče prve 3 zadetke. Ne boš prebral 70 rezultatov. Ne, ampak to je problem torej nekega voice iskanja. Če boš ti nazaj dobiš voice, dobiš pač samo zadetek, ki je prvi posejal to, a ne? Ali pa... No, pa advertisinga, pa zaupanja v prav vsebino, pa tako naprej, a ne, saj teh dilem je veliko, a ne. Glej, po moje vprašanje, koliko so težki pogoji, kadar ti nekaj iščeš, pa koliko si se pripravljen poglabljati. Valjda za posameznika, govorim tako iz stališča nekega brenda, ki bo hotel nekam vam prideti, mislim, nekje biti pozicioniran. Ja, ampak to je neka problematika te GPT-ja in podobno, ne. Boš to vprašal, da bi sem prvič. Lahko bi pa začneš, ne, če je neka ta pot še vedno taka, da ne boš kar preskakoval, ker to, kar si ti rekel, ne, če te nekdo outreacha, pokliče, ljudje morajo najprej ozavestiti, pa to ful uporabljati, ne. Zelo malo ljudi že uporablja tako Siri, da bi jim kakšne komande dajali, ne vem, tudi po mojem ChatGPT pri nam ni toliko zelo uporabljen v tem voice delu, pač to je ta narod, ki je malo bolj sramežljiv pod Alpami. Ne, pa sej to je, jaz mislim, da je to normalno, teh takih progresivnih uporabnikov imaš mali procent tudi druge, a ne, to je... A veš, ni... No, ampak ko se navadaš tega vedno več uporabljati, pol ti je to tako, pol ti je vse en mogoče kot da ti odgovori, razumeš, da ti odgovarja bot in ti je okej, a ne. In pol nisi več tako. Zdaj pa pričakuješ, če je nekdo na drugi strani prej bil agent, zdaj pa poslušaš bota in ti tako, to ni isto. Mene prav zanima, koliko ljudi uporablja, veš, ta Janja Garnbret ima reklamo na televiziji, a ne, da Korošce edin avojo, a ne vem točno za kjero stvar, a za v Telekoma. Ja, da edin ne razume. Razume, ja, pač nek servis. Mene prav zanima, koliko ljudi to uporablja, a ne. A veš, da ti namesto na daljinca, da ti poveš, ko bi rad gledal. Ne? Sem slišal veliko teh primerov, sploh. Neka starejša Ne, populacije, to. ki pol na konc, mislim, ne znajo več na daljincu na 4. program prija, znajo pač reči Pop TV. Ja, problem se rata, te interfejsi to kompleksni, da jim je lažje se naučiti drugi program. Ja, zaključek sem mislil zdaj, a sva te prepričala, da mi dva ostajava brez službe, pa naj bo AI nadomestil, ali sva še podcasterja? Dokler to delata v roku službe, boste imeli še službo kot podcasterja. Tako da, ne vem, ne. Jaz mislim, da kar se bo zgodil, ne da boste ostala brez službe, ampak če boste ustrajala dosti dlje, kot sem jaz ustrajal z unimi Game Changerji, pa sem 4 leta ustrajal, pa 40 sem jih posnel, ne. Zdaj, če boste ustrajala malo dlje, a ne, boste s to produkcijo, ki jo imate zdaj, a ne, lahko dobila, po moje, prej kot v teh 4 letih, tudi eno rešitev, ki bo generirala angleško verzijo, špansko verzijo, jaz bi rekel, da mogoče kljub vsemu rusko tudi, a ne, kakšno arabsko, kitajsko, a ne, tako da zdaj samo vprašanje, če bojo zanimive vsebine to, da bojo to ljudje hoteli poslušati, ampak ta produkcija, ta transkript sinhroniziran, ta ne bo več tak velik problem, da si ga mi ne bi mogli prvoščati, ne. Samo morate pa res 4 leta ustrajati, po moje, ne. Igor, hvala za vaš čas, za vas tvoje mnenje, informacije, ki si jih dal. Tako da hvala tudi vsem, ki ste poslušali. Zdaj vprašanja zbirava za novo Q&A epizodo. Frodex.com/vprašaj. Ja, hvala vsem za poslušanje, dajte nama ocene, dajte nama kaj polajkati na YouTubeu, v aplikacijah, kjer poslušate podcaste, pa se slišimo naslednjič. Čau. Čau. Čau.